kar so naše vrle hotenke staknile glavo in organizirali prvo okresno nedeljo. In evo, čez nekaj dni bomo slavili že 30. No, in kaj je lahko lepše kot obiskati Kenežico, za katero že sam arhitekt Jože Plečnik dejal, da kakor otok sredi morja gozdov. Mjau, kje si moj mačkon? Mačka. A sem ti všeč? Kaj smo naredila z nošo? Ja, malce sem jo skrajšala. Tole bo še vroče. Sam da te Majdi lovila, ker to slekla s kože. Janez, pozabi na Majdo. Poglej me, kjer je bilo lepše, če bi ti slegel vsega tesnega drinena? Mucka, dejva tole naj posestanka, va? Seveda, mačkon. Ti veš, da sem jaz najboljša zbira za podpredsednika, kot da tudi držica. Bogdej! Da sem prva? Hvala, da ne, če smo še mi to tukaj. Kaj smo naredila z nošo? Ja, malce sem jo skrajšala. Malce! Uničila si kopijo hotenske noše! Cela reč. Ja, 3 leta sem garala na tem projektu. Terensko raziskovanje, povezovanje s stroko, iskanje sponzorskih sredstev. Ti si pa vse to uničila v nekaj urah. Veš kaj, Majdi, jaz za razliko od tebe še nimam krčnih žil. Mlada sem in nekaj noge imam. Res bi bilo neumno, če jih ne pokazala. Ti pokora, da ti ni sram. Da ti ni sram. Zdaj šla pa predalje. Ajo, oprosti, Janez. Majdi me napadla. Jaz noše nisem uničila, temveč sem jo nadgradila. Buenas noches. Je že drama? Ma, sploh ne sprašuj. Potrebujem režiserje, ko bo uredil ugoden razgled. Ja, pa je narobe? Ta češpa je uničila hotensko nošo. Pa nisem jo uničila, no. Prilagodila sem sodobnim trendom. Katastrofa. Kaj gre tradicija? Meni zelo všeč v tem drindu. Muy hermoso. Hvala ti, Carlos. Ti res znaš poboljšati dušo. Ja, super si. Si, gracias. Konec koncu pa bom nekaj takega potreboval za dramsko skupino. Ravno pišem novo komedijo s naslovom Seni v oknu strasti. Carlos, tu je pa dejansko tvoja prva dobra zamisel. Živa, ti boš ta trend prepustila dramski skupini. Z veseljem. Jaz bom prispel sredstva za novo hotensko nošo. Pa je stvar rešila. Sicer je zadovoljna, Majdi? Ne, zadovoljena sem. No, še boljše. Pozdravljena družina. Pred vami je spodnji po 30. kresni nedelji. Upam, da vam bo všeč. O, Petrček, to je pa kar lepo oblikovano. Vidim, da je spet nekaj abstraktno. Janez, sploh ne, Majdi, poglejte. Za odzadje sem izbral vzorec z Gregorjeve peče. Jaj, koliko lepo. Petrček, ti si še eden redkih, ki imaš še občutek za slovensko plačilno dediščino. Da, veste, Majdi, za akademskega slikarja se že spodobi širina duha. Čeprav sem abstrakten slikar, v svoje kompozicije rad vključujem elemente iz slovenskega etnosa. Lepo. Res lepo. Še je upanje za slovenski narod. Dobar večer, spet sem. Spet zamujala. Nisem prej vtegnila. Saj veste, 5 otrok, mala kmetija, plus aktiv kmečkih žena. Ter aktivna, gasilka, ljubiteljica in foxtrota, redna bralka nedeljskega verila. Se ne maram kaj spustim? Slavi? Je tako, to sem jaz,
Sem zelo aktivna na vseh področjih. Ja, moja Slavija odhudiča. Bi rekla, ja. Prosim, mislila sem, da ste zelo sposobni. Ja, to pa ja. Če bi bili vsi samo za procent toliko aktivni, kot sem jaz, bi bil svet toliko lepši. Kaj ne, Delado? Ja, dobro, Slavi, svet bi bil tvoj lepši. Dobro, dajmo se zdaj umiriti, pa začnimo sestankom. Pred nami je 30. kresna dela. Glede na prejšnji sestanek pričakujem, da se stvari pod nadzor. Živa, zapisuj. Da smo vsi. Polonca manjka. Mi je napisala, da se zamudila. Dobro, bomo pričeli brez njega. Pred seboj imamo zbornik od 30 serij. Sam sem nedelju Petrček spet svoj dom. Naslovnica je kljub cvetičnemu tipu Gregorija Peče spet preveč abstraktna. Dolžina teksta je mnogo predolga, izbor fotografije površen. No, sam tečno, se boljšega od tebe itak nimam. Hvala ti za trud, ki si ga vložil v tole. Ni zakaj. No, tako nam kaže pa s kulturnim programom. No, v nedeljo se bomo nočno odložili slovesne kresne maše, ki jo bo daroval naš novi župnik. Zdaj le imamo pa res fajn župnika, res jo mi nagrika. No, kot vam je znano, ob 3 popoldne prikazali bomo košno spravilo sena, trenje lenu. No, za konec pa bo sledila še degustacija tipičnih hotenskih jedi. To imate dovolj ljudi za vse tole? Dovolj. A ja, Carlos bo povezoval kulturni program. Si, Karo. Lado, kva pa te? A ti za šanko ali pa v kuhni še kdo manjka? Ja, za šanko imam dost fantov, pa tudi v kuhanju. Tak vendar, Lado, bom jaz tole poročala, drugače bo spet kaj narobe rekel. Janez, poslušaj, kelnac nam ne bo manjkal. Sem zrihtala same zale deklice. V kuhni nas bo pa itak več kot preveč. Kaj ne, Lado? Ja, dobro, Slavi. Kruh smo ženske same napekle. Zdaj pa, a imam še kaj? Jaz seveda, da imam. Lado, za kaj me nisi spomnil? Kaj pa? Ja, nič nismo narekli glede golaža. A ja, gola. A ja, se po noči, Lado. No, a smo vsi za golaž? Ja, Žika prigoveli, ja. Super, vse sem Polonci že rekla. Dobro, kako nam pa letos kaže za zvoče? Ozvočenje je brezhibno, samo en nov mikrofon bi potrebovali. Jebentiš! Pa dobro, no, vse mikrofon pa spet toliko ne stane. Ma ne, noht sem si zlomila. O, moj bog. Noht? Ja, poglej, kako lepe sem si dala narediti. Lanike, kako so lepe. Kako se podali vzorci na predpasniku. Ja, čudovito so padajo. Koliko si pa dala za njih? Ja, pa dobro, no. Ali smo na lepotilnem salonu ali na KTV sestanku. A za sabo smo vse dogovorjeni. Kdo pa že igra? Poskočnik v zorogi. Poskočnik. Vse smo dogovorjeni. Ja, plus, da so dobro špilali. Ja, jaz se opravičujem. A sem že vse zamudila? Smo na koncu. Ja, se opravičujem. Ravno nocoj sem ravna pošla senata. Ja, pa sva ga mogla zagnem še v hladilnico odpeljati. Nedelo bo pa v kot pomegu, kaj ne slavim. Ja, gotov, da smo že vse dogovorjeni? Ja, 14 dni sem ga opazvala. Dan sem ga pa imela doma. To je k mene tu pogledu, veš. Pa se ga počela. Pa! Pa da liče padu, veš. Pa sem šla do njega in spustila vso kriv. Čakaj. Dej, bom ga pokazala. Kaj se zmrduješ? Kaj nikad narisan? Veš kaj, jaz nekam lepše reči, kot so morjeni živali. Pa jate, nazadnje, ko sem si ogledala tvojo razstavo Sončni zahodi v Piranu, nisem na slikah videla neki kapljice rumene barve. Jaz bi tisto razstavo pojmovala, kaj povem, tema, z odtenki črne, ne pa sončni zahodi v Piranu. Pirano, to mi manjki, kako te pogrešam, sonce, morje, sol.
bom po lavandi. Res ne vem, zakaj si se vrnil v to zagamano hotel držico. Bien, če ti si posavil, zakaj si prišel nazaj, ti bom pa jaz razpogel. Mama ti umrla, pa ti zmanjka soldo za stanovalno pirano. Preveč boli. No, če smo že končali, bi šla, se mi mudi. Smo končali. Čakaj, nikamor ne greš, dokler ne zdravimo na Srnaka. Na Srnaka! Preljubi sveti Janez Krstnik, pridi in odpoči si na našem dvorišču, obvaruj nas vsega hudega. Dragi Krstnik, daj nam soncu novih moči, da nam leto s svojim bleskom razsvetuje nove in še lepše dni. No, Šentjanž, nadebel sem ti naslala, fajn nadebel, da čim lepo nas prenočil. V Svetem pismu sem brala, da sledi je do kobilce pamet. Ja, nič od tega nimam. Ja, sem pa v špajzu najdla še talansko medico. En žluk pa le nared, da nam v špajzu srečo pod moj vajk. Joj, pa kje se spet obela ta Janez? Ma sita sem ga. Okej, saj sam sem ga. Živa! Oprosti, veš, kaj spet zamujam. Slavi mi kar ni dala miru. Hvalilo se je pa vse zrehtala za veselico. Pa po koliko nizki ceni sta zlato to nabavila te čevape. Ne vem, kaj ne rečem. Mislim, da te je spet zadržala žena. Dej, Micka, ne začenjaj spet. Poglej, kako zadovoljno posuje resnično. Kaj, če bi še mi doma zaplesala, moja mačica? Ma sita sem čakanja, navličnega stalnega prilagajanja. Pa dej ne bo toliko nadrkala, no? Poglej, kako preskrbni so resnički. Me ne zanimajo. Ne pozabi, da ima kresna noč svojo moč. Ne vem tiš, ne presmeraj pozornosti. No pa se jo ne, no. Obljubil si mi, da boš do kresne noči zapustil ženo. Pa veš, da ne moram zapustiti moje Marte. Učitve ona ne bi prenesla. Bojim se, da bi se kaj naredila. Dobro, potem si pa tudi jaz nekaj naredila. Dej no, Mucka, kaj pa? Odšla bom. Dej no, Mucka, lezi je tle odpravno, ko se malce posafljajo. Ma nočem biti več tvoja ljubica. Dej no, Mucka. Janez, konc je, to jem že. Ja prav pa, pej! Ne grem.
kako jih lepo enostavno poriše. Deda mi je predodal, da če ti pade prapno seme v čevelj na kresni večer, lahko slišiš govorico živali. No, sam kakšno seme pa meni mogel paditi v čevelj, da mogo razumeti čem srce? Punska, živa. Tiše, idemo malo, da ne sliši. No pa kaj, kaj hočeš, prestraši? Živa! Zakaj? Zanimivo. Kaj je napovedno, da še niste v morju? Ne še. Povedi, kaj imava. Nabodenega jarca. Kul. Moški star 45 let, umorjen je bil z vilami. Z vilami? Ja. Očitno so potenci letos preveč zares vzeli kmečke igre. Se res jutri ima kresno nedeljo. Ja. Žrtev je umrla zaradi skrvavitve. Ocenjujem do okoli 2 ure zjutraj. Hvala ti, Joži. Vesna! Se našel še kakšen poseben dokaz? Doslej smo našli cigaretni ogorek in žvečilni gumi na stebru kozovca, pri katerem je morile čakal na prihod žrtve. Verjetno ne gre za rok. Žrtev je imela v žepu tudi denarnico z osebnimi dokumenti plus 150 evrov gotovine. Dobro. Rok vključen. Evo, tole je imel v žepu, na srčni strani srajce. Kondom je, daj. Ja, lahko jih vzameš, tale jih ne bo več nicu. So že celi. Naj pogledam. Ja, celi. Aj, kar vzel, so postali precej dragi. Ja, tudi seks ni več brez stroškov. Ja, že dolgo ne več. Kdo je pa našel žrtev? Tisti latino šarmer, ki tolaži sveže pečeno vdovo. Pojedla bi ga. Moroče, celega bi pregledala, pretihala. To bi drsele moje roke po njegovem telesu. Joži, ta se proč, pa sej ta je še topu. Ja, se tak je ta prav, ne pa ta revež tukaj. Z njim si njom kaj pomagati. In mrzim trd, kak gadka vzel Viagra. Hvala. Upravljeni sem kralista, ja, žrtve, vi ste pa žena žrtve. Jaz se opravičujem, tako je težko. Iskreno se pravi. Hvala. Ime in primek, prosim. Marta Jarec Kinda. Vem, da vam je zelo težko, ampak ste v noči umora kaj posebnega videli ali slišali? Neč, čist neč. Spala sem kad ubita. Ali je imel vaš mož kakšnega nasprotnika? Ne, mislim, da ne. Kako ste se pa vi razumeli tvoj? Ja, pluje vseh sort, ampak rana sem ga bila. Dobro, hvala za vse. Vi ste pa našli žrtev? Si, la mañana. Danes zjutri malo pred 8 ure iz Janeza zavljala dogovorjenja, da mi da ključ za družbeni prostor. Aha, torej ste sodelovala pri kresni nedelji. Claro que sí. Ime in primek, prosim. Carlos Nagode. Ampak vi niste potenti. Si, seveda sem. Je 6 let živim tu. Porodo pa ste? Sicer sem iz Argentine, iz Buenos Airesa. Ampak moj praded je bil hoten.
In kaj je sebi peljalo v Slovenijo? Joj, mi querida Argentina, revščina, kriminal, težko je. Ste na kraju samem kaj posebnega opazili? No, Dobro. Če se kaj posebnega spomnite, me prosim kontaktirajte. Gospod kriminalist, Ja, prosim, gospa. povejte mi, a ste vi od Žustova vere iz vrha svetih treh kraljev sin? Sem. Se mi je kar zdaj. Ovo sem brala v časopisu, ali jaš vam je ime KNV? Je tako. Vi pa ste? Krček. Majda Krček. Ste soseda? Ja, vendile čez potok živim. Ste sinoči kaj čudnega videli ali slišali? Prav nič. Veste, okno spalnice imam obrjeno v drugo stran. Ježeš, poglejte našega Janeza. Šamrto je lep. Ampak povejte mi, gospod kriminalist, ste za eno kavico. Rade, da vam je skuham. Ja, res mi treba, gospa, hvala. Ma seveda, da jo boste, pa tele vaši letuda, ne? Ja, no, pol pa dejte, no. Pa dejte še kakšen biškotek za zraven. Bom prinesla. Evo ekipa, kava bo. Super. Aljaš, tukaj vas čaka še ena gospa. Medaj nekaj slišala. Pozdravljeni. Bog dej, gospod kriminalist. Aljašus kriminalist. Jaz sem pa Slavi, Janezova soseda. Vendel živiva. Tiho, Lado. Gospod kriminalist potrebuje trdno pričevanje. Je tako, gospod kriminalist? Ime in primek, prosim. Rupnik Slavica. In gospod On je pa moj mož, Ladislav Rupnik. O, kaj ste stopili? Mislim, da je bila ura okoli 10. Veste, nisem mogla spati, pa sem šla kar v kuhno in pričela s peko potice. Jutri bi praznovali 30. kresno nedeljo in s Korčetovo Majdi sva bile zadolženi za pripravo tradicionalnih jedi. Zdajle sem se spomnila, Matej, Lado, veš domov pa nareš potico za policiste, no, ki nama bo ostala. Boste, a ne? Ja, z veseljem ne bomo, kaj ne punci? Ja, kar ne jo prinese. Vam še nisem pruštkala. No, a si slišal? Veš, nareš. Kje grem? Kje sem pa jaz ostala? Ja, pri potici. Okoli 1:45 sem pa jaz slišala krik, ampak nisem pomislila na umor. Bila sem prepričana, da se je mularija napila. Veste, pri nas je navada, da se na kresni večer, tam na polu, nasprot križa, zakur kres. Velik se pleše, pa tudi malo popije. Mladina pa danes nima več mej. Sem že slišal za ta običaj, ampak kaj pa pomeni ta praprot in ta cvetje? Ja, torej pa kresni nastil za svetega Janeza Krstnika. Janeza, žrtev Janez Jarčev je umorjen na kresnem nastilju, ki je bil namenjen svetom Janezu Krstniku. Jožeš, no tu pa jaz še pomislila nisem. Ali je imel Janez kakšnega nasprotnika? Ja, gotovo da jih je imel, in to predvsem moške. Kako to mislite, je bil Ritopik? Glejte, Janez je bil en velik kurbir. Moj Lado, kje se pa obira, to je kdo? No, on je večkrat rekel, da ko bo Janez umrl, bodo mogli njegovega tiča posebej potolčkati do kihtale sorte. Poznajte kakšno konkretno osebo, ki potrjuje vaše govorice? Ja, svojo ženo Marto že kar nekaj let vara z našo tajnico Živo Petkovšek. Poznajte še za kakšno osebo, ki je bila v konfliktu z Janezom? Lez se je pred kratkim sporekel z našim novim župnikom. Veste, zdajle imamo enega top fajn župnika. In z Marto, Janezovo ženo, se zelo dobro razumeta. Evo kavica. Nesredni smo. Hvala, gospod Majdi. Lado. No, na mest škotkov sem vam pa Gregorčke prinesla. Evo, Joži, pridite Gregorčka.
Evo, gospod Kriminalist. Ja, dejte, potičko, no, dejte. Koliko je dobra ta potica. A mi boste dala recept za njo? Ja, z veseljem. Veste, je narejeno po maminem receptu. No, Lado, pej domov pa prineš še recept, no? Tam v kredenci, v modrem zvezku. No, pej. No, Lado, pej, no. No, jaz bom stopila pa še do Marka, da izrečem slučajno. Majdi, morda vi kaj več veste o Janezu Jarcu? Prav nič. Meni ne bi obavil? Ha, to vam je pa zdik Slavi povedala. No, je že res, da imel zver druge babe. Uboga Marka, nikoli nisem razumela, kako lahko vse to gleda. Pa je vedela? Vse pa je kar vlastni. No, Slavi bi pa žih molčala, ne? Druga njena rojena hčer je od Janeza in to ve cela vas. Ali so vas znotraj društvo še kakšna nesoglasja? Niti ne. No, z mojim Petrčkom sta se včasih zapela. To pa je ta Petrček. Vaš abstraktni slikar, akademski, težek karakter. Dobro, najlepša hvala za vse. Gospod Kriminalist, Ja, prosim. če ste še kdaj kakšen umor zgodil naš vas, pa kar mene pokličite za Ja. palico. Rade volje vam jo skuham. Bomo, ja. Pa veste kaj, potičko vam je svojo prinese. Veste, Slavi ohrna špara s filo, jaz ga pa na debel namažem. Gospod Kriminalist, pa recite mami, da je Korčetova Majdi skote, da se pusti pozdrav. Ja. Veste, na Kliju smo skup delale. Facebook pa je bila nikej. Bentiš, če sem še zakurla. Mata sem da živčna. Joj, mucek moj, kolik te pogrešam. Kaj bom brez tebe? Zdravljeni? Sem kriminalist Aljaž Žust. Raziskujemo moj Janeza Jarca. Živa Petkovšek. Ja, za vas imam nekaj vprašanj. Tojk sem žalostna. Tojk pogrešam mojega muca. Pa te njegove zelene oči. Pa črna dlaka. Pa koliko je vodil, ko sem ga čopala po trebuščku. Tas ga je imel. Čop? Ne, rep. Vse govorimo o Janezu Jarcu. Ne. Dan zjutraj me povozilo mucka. Komaj 2 leti je imel. Bil je pravi hoteljski mačkot s črno dlako in belo lisino vrat. No, gospodična, ko sem prišel zaradi umora Janeza Jarca, zanima me, kakšen je bil vajin odnos. Gotovo sem že te hoteljske laute naznanila, da sem bila njegova ljubica. Rekli ste bila, torej niste več. Ne. Na kresno noč sem ga zapustila. Nisem ga več hotela deliti z Marko. Res ne vem, kje je videl te igriski zjali. Daj ste ga pa nazadnje videla. Na kresni večer sem se udeležila glasovanja. Hotli pa sva se dobila na skrivnem. Mislim, da je bilo pred 1 uro zjutraj. Ker
Glasovanje je bilo 23.6.10. Ja, ali veste, da je ta dan noč najkrajša v letu? Naši slovenski predniki so verjeli, da dajo spodnjem soncu moč, da bo še naprej svetilo. Sem že slišal, torej ste Janez zavidni 24.6. med 1. in 2. uro zjutraj. Ja, najbrž. Gospodična Živa, se vi zavedate, da ste zadnji videli živega? Vse jim je, jezno sem nanj in ga tudi pokropitno šla. Gospodična Živa, v ponedeljek ob 10. se zglasite na policijski postaji, kjer bomo opravili zaslišanje. Naj vas opomnim, da ste med glavnimi osumljenci. Z veseljem pridem. Moški uniformi so mi že od tega všeč. Sicer pa krivdo na meni ne boste našli, kar se tiče umora. No, to bom pa še videl, ja. Sem pa videl, da imate pa na vrtu zelo lepo solato. A si jo lahko nekaj naberem, doma je zelo radi jemo. Boj krčte. Sicer bo šla v cvet. Jo, super, hvala za še kakšno pisodno mela šla. Super, najlepša hvala. V ponedeljek se tudi pa. Čau, pa mjau! Kriminalist, Carlos, pojdi prosim odpreti vrata. Buenos días, ker naprej. Videla sem se pa danes že srečala. Si se nama prijavil poti. Ja, in kaj delate tukaj? Peterček je moj amigo. Sodelujeva v GTD Hotel Rešica. Za potrebe dramske skupine nam oblikuje letake, gledališke liste in sceno. A, tako, no iščem Petra Dolenca. To sem jaz. Predvidevam, da me je Karlo že poročal o umoru Janeza Jarca. Da, strašna novica. Velika tragedija za našo vas. Pa še kresne nedelje bo odpadla. Veste, država je mačehovska do podeželske kulture. Le-ti so pozabili, da bi ohranili slovensko narodno zavest. Ne bi vedel. Zanima me, kako ste se vi razumeli z Janezom. Janez, ni me malo. Če tudi moj bratranec me je vedno preziral. Še posebej se vročeval iz mojih slik. Dvakrat me je celo namogočil razstavo. Menil je, da so umetniške razstave premalo obiskane in prevelik zalogaj za društvo. Glede na to, da je bil strojnik, me niti ne čudi, da ni imel občutka za sodobno umetnost. In jaz gnijem v tej zakamenih v tej Rešici, dušim se. Menda ste se na zadnjem sestanku nekaj sporekla. Seveda so se. Bil sem proti, da bi imeli srnjakov golaž na veselici. Polonca, lovka, vešte, ona bi vse postrelila. Kako pa je izgledal tale spor glede golaža? Preden sem zapustil društveno pisarno, sem v Polonco vrgel nalivno pero in rekel, da je urivka. Je to vse? Da? Kaj Polonco vprašajte? In vi še kaj dodali? Peter je čuteča, umetniška duša. Večina članov ga ne razume. Peter, si mislite, da si Janez zaslužil smrt? Ne vem, kaj ne rečem. Veliko je imel na kuhanjih. Morda je nepotrebno opasno. Zdaj sem spomnil,
Na zadnjem sestanku sem slišal, da mu je Polonca očitala, da troši družbeni denar za neuknost. So pa dali kjer težke besede. Saj Polonca se je zabavil, cel krust. A za podatke, ampak kdo pa je ta Polonca? Da se je ne boste strašili. Mi je rečemo Bavarec. Na začetku se vasi živi, tam, kjer raste zelo lep rdeč jabol. Ne morete se rašiti. Hvala za informacije, Carlos. No, grede, kaj pa slikate tole? To je pa krik resne moči. Kaj so tu neki cvetovi z obrazom? Ali kaj? Moj folk, to je prispodoba. Trpim zaradi Janezove smrti. To so krvave ivanščice, ki upodabljajo obraz groze. Predvsem groze, ja. Imate pa zelo lepe čopiče. Lahko nekaj vzamem za otroke. Seveda lahko. Pa še stare barve to tam, da bodo lahko slikali. Ja, najlepša hvala. Pa še kakšen kos papirja, če bi se dali. Seveda lahko, vam ga dam koliko hočete. Stopite z menoj. Hvala. Rečeno mi je bilo, da ste se z Janezom na zadnjem društvenem sestanku sporekla. Ja, res je. Tist večer sem ustrela senaka. Na veselici bi ga imeli za golač, veš? Čakaj, ti ga pokažem. Res je lep. Ka bo v lancu migu, bo še boljši. No, ampak ja mene zanima, zakaj ste se sprli z Janezom. A zakaj? Ja, zato, ker je ta cent to še enkrat golač ljudem, ki bi delali na veselici. Ja, bila sem to. Preveč šenka pa ni gnaga za druge reči, veš? A te je bilo nič hujšega? Ne, nič hujšega. Ja, ne si bil drugač fejzdec, veš? Dej, bo še enega takratega. Joj, ne smem, sem v službi. Dej no mir, zavolo enega šnopca, te pa ja ne bo pobral. Dobro, dejte. Za zdravje. Ja. Za zdravje. Za zdravje. Dobar je, ampak sami kuhate? Ja, sama. Zdaj sem si nima več dosti pomagati, veš? On je bolj za lože. Pa poezijo piše. Tudi deci niste več tukaj, ste bili. Veste, kaj me zanima? Ja, to veš? Se ženo išče v zasedljivo parcelo. Hotežarca si mi res dopadel. Hotežarca je lepa, veš, ja? Mačja vas. Ho, smo ta pravi mački. Trdoživi in iznajdljivi, veš? Dej, poglej, vendile skozi okn, zatem, ko je ena luštna parcela. Cel dan na sonce, veš? Čigava pa je? Ja, parcela vlada Lupnika. No, prodala vam jo bo pa Slavi. Slavi, poznam, ne vprašam. Ja. Kako pa vi kaj gledate Janezovo skakanje čez pot? Veš kaj, jaz vam rada svoj mir. Se v tuji reči nič ne vtikujem.
Se vam zdi, da bi lahko za njegovim umorom stala žena Marta? Ja, kaj pa vem, veš, ona je sicer zelo uspešna motalka. Ja, čak, ti bo ona zrihtala papirje za podpis parcele, a ne? Super, hvala za informacijo. Sicer pa veš, sam vem, da ne bi dala roke v ogenj. Kaj pa ljubica živa? Balžejka Malta že. Sam, veš kaj ti bom povedala? Pa to sem tudi že Malti djala, kam je pred 3 leti prišla veka, da jo Janez spet varil. Meni je moja stara rajna mrdjala, polonca. Ko boš deca dobila, poskrb, da bo vedno sit, pa poseksan, pa ga boš imela doma, pa vse ti bo naredil. Tega sem se držala, pa nima prav nobenih problemov. Super. Hvala za vse informacije, zdaj pa grem. Čakaj, kamor ne greš? Dej, dam eno medvedjo salamo. Kje ste pokupilo? Pa tu dala kupla, ja. Dan sklet sem ga počela na pravnem vrhu. Imel je 120 kil. Znači, da bi pa zdaj odhodiča? Lepo si bil, Dej, tale šnomček pa očetu, dej. Veš, Pavel je bil the face majster na Kliju. Na sobavno kapitenu smo delali kamravle. Ja, hvala, da pozdravim. Gledaj. Morda ne vljudno, ampak ja, lahko prosim še zase se že en litrček snopčka. Vidno ga skuhate. Ja, seveda, dej, ti ga šenkam 5 litrov, kaj spej vesti. Sploh glode, Usedite se, prosim. Torej, raziskujete umor Janeza Janeza? Je tako je. Gospod župnik, Mašo bi rada plačala. Gospod Slavi, danes jih ne sprejema. Kot vidite, tukaj kriminalistki. Vidim. Pozdravljeni, gospod Žust. A je že kaj novega v zvezi z umorom? Niti ne intenzivno raziskujem. Super. Se vam zanima za vašo načelo? Tisto pri petki. Tako? Za tisto nasprot kolonce, a ne? Glejte, takole je. Cesta je do parcele, ima 800 kvadratnih metrov, kvadratni meter stane 50 evrov, ampak za vas, ka ste to fajn, 45 evrov na kvadratni meter. To pa je ugodna cena, super. Ja, nikaj, ka ste pa to jih fajn. Zdaj, najlepša hvala, se oglasim. Ja, kar pridite do mene, vse se bova zmenila. Gospod župnik, a potlej naj pridem drugič. Bi vljudno prosil, gospod Slavi. Tako. No. Samo še tole, preden grem. V vaših poznanilih sem našla eno napako. Popravek vam pošljem na mail. Najlepša hvala, ker bdite nad mojim delom. Ja, z veseljem. S Bogom. Čau. S Bogom. Čau.
Ni lahko biti župnik. Večkrat si želim, da bi se omaknil samo. Odšel bil samostan svete Katarine Sienske in tihoti premišljeval Božja beseda. Kaj hočeš, z ljudmi je križ. A kjer je križ, tam je rešenje. Delo z ljudmi je nepredvidljivo. So kar na istem. Oba sva razpetna med dobrim in zlim in iščeva resnico. Res je, ampak mene zanima vaše mnenje o Janezu in njegovi ženi Marši. Glejte, jaz sem z Janezom lepo sodeloval. Celo dobrodelni koncert je organiziral za obnovo cerkve Svete Barbare na Ravniku. Marta pa je bila moja sošolka na idrijski gimnaziji. Predno sem se odločil za duhovniški poklic, sva z Marto skupaj žurala. Nimaš kaj, bili smo strastni rokerji. Če ne pa zdaj, kaj odnos med vami in Markom, da se rada prihaja v faro. Zlobni jeziki! Meni pride zgolj po duhovno ponašanje. Gotovo so vam znani njene težave. A se vam zdi sposobna umoriti svojega moža? Ne, Marta da ga ne bi storila. Rokodom Bogem zame. Pa se vam zdi dobi lahko odgovoriti do Janeza umor. Morda njegova ljubica živa? Težko bi karkoli rekel. Sem šele leto dni na tej pari in ljudi poznam le bežno. Še največ sike imam s Slavi, ki je zelo aktivno v župnijskem pastoralnem svetu, ter z Majdi, ki skrbi za prošenje celesti. Kaj pa Carlos? Carlos? Veste, kako leta je Miklavža igre za otroke piše in jih tudi sam režira. Je Carlos zgolj Janezov sodelavec v društvu? Ali celo Martin prijatelj? Kako to misliš? Zato je čeder, nestrasten, ženske so morena? Ja, ne. Marta je bila navkljub vsemu zvesta Janezu. Če pa drži, kar mi faranke povedo, naj bi se Carlos zaljubil v živo. To bi verjeli? Bi, ker odtlej ne prihaja v cerkev. Živa namreč prakticira staro slovansko vero. Zanimivo. Že nekaj časa opazujem te rožne večke na vaši mizi. A bi smel ga vzeti za svojo taščo? To bi bila vesela kralja. Ja, seveda. Imate ta otrok 4. Lepo. Otroci so Božji dar. So kot pomlad, ki znova in znova pomlejuje obličje človeštva. Vzemite še zanje podobice blaženega Antona Martina. Ja, Bog glori, gospod Ljubnik. Kriminalist Aljažus, prosim. O moj Bog, očitno je to preobratele iskali gor. Takoj pride. Kaj me narobe? Živa Petkovšek je umorjena. O, sveta nebesa! Kakšna je situacija? Prikaz košnje. Skoraj obglavljena. Ja. A jo poznaš? Živa je. A veš kaj,
Tale je že najmanj 6 ur mrtva. Jožino, živa ime. Živo Petkovšek, jutro mogla priti na zaslišanje. Veš kaj, tale je že povedala, kar je miselna. Ja, bila je med glavnimi osumljenci za umor Janeza Jarca. Sicer še čakam na DNK analizo iz organe, morda nam pokažejo novo smer. Lej, 5 metrov stran od trupla sem našla najloke. Ampak na truplju ni videti znakov spolnega nasilja. Katero je potem sleklo? Vse ne gremo na DNK analizo, morda je na njih poljubšila sled. A jih ne boš vzel za ženo? Vidico še cel... A daj, Jože, me zdaj bavimo. To je pa naših žrtov. Tista, možača. Kolonca. Ja, pa odnej gospod inšpektor. Odnej kolonca manj, da ste naša žrtov. Ja, res je. Veš, živi sem pa nesla metnega mačka. Njega je predvčerajšnjem povozilo. Ja, no, ko sem prišla do bajke, sem pozvonila, ja, prvič, pa ta drugič. Ja, ko se mi ni javila, sem šla pa tle zadnji na verando pogledat. Ona več tle po 20 jutro pije kavo. Ja, pa sem jo najdla, odrezano kot travcu v roz. Ste na kraju sami kaj posebnega opazili? Ja, sem. Rožen krav ti prevrnjen, veš? Pa čudni je tudi tu, da mu je nekdo vse vršičke pošipil. Moram pogledati. Vesna! Pravi tole upravljeno črpinjo nedokazno gradivo. Veš, kaj me je zdaj vprašinala? Pred enimi 4 leti je naš Argentinc Carlos napisal igro Posrečeni umovi z vasi. Ja no, se igra je bila dobra. Sam. Živa pa Jana sta umrla pa na isti način, kaj igralcev v Carlosovi igri. Ja, čakaj. Če dela morilc po scenariju, je naslednji župnik se srkom v plečih. Vesna, pripričaj odite varovanje župnika. Predimo. Veš kaj? Danes bom spala z nabito puško. Me je odem strah. Odej, gospod kriminalist! Pozdravljeni. A je bila Majdi že tukaj? No, to je pa še ni bilo. Super. Je pa kar vroče te dni pri nas, a ne? Glejte, jaz sem vam prinesla še beso, da vas osveži v tem 2x vročem dnevu. Super, ajde ekipa, pridite na Brzgod. Takole, res, to je vse domače. Majdi ne zna nič poroštimati. Pa seveda, da ne pozabim, še potičko sem prinesla. Pa še potičko, ja pa bi se mogli imenovati Zlati, ker ste tako dobro. Je tako, povsod me čisto hvalijo. Glejo, že gre. Ampak danes sem vas pa jaz na prvo postegla. Kriminalist? Pozdravljeni. Spet na delu. Ste kaj videli, ali slišali? Prav nič. O, čak, kak nisem slišala. Celo ulico imaš pod kontrolo. Vedno veš, da je kdo kam gre in pride domov. Danes nisi pa nič porajtala. Točno to. Je že mogel tak biti. Joj, gospod kriminalist, koliko sem žalostna. Ker nam je veselica odpadla. No, sem vam pa prinesla, zato še nekaj Gregorčkov, ki je ostalo. To je še Gregorčke, da to res ne treba kljub na malco. Upam, da si to rajža spekla bolj mehke. Nazadnje so bili doktorji, da si je moj lado zlom vzopil. Ti boš govorila, ko potice tudi namažeš, ne, tok je suha. Jaz? Moja potica! Kar bi je tudi vas, da te prepriča stavim. Hvala. Aljaš, poglejte to.
¿Qué pasa, amigo? Da ne boš ti za rešetkam, Miho. ¿Qué? Kje? Živa je umrla. Mrtva, že nobena ni umrla. Živa Petrovšek je odkošena. Kako to misliš? Nekdo je s koso skrajšal vrat. No, mi amor, mi vida viva, no! Ste jo ljubili, a? Sí, muy fuerte. In jaz ne vam verjamem, kaj je pa vaše dramsko besedilo po srečanju mojih zasih? Vam je to kaj znano? Ne mislite, da jaz sem morilec. Zakaj ste se vrnili v Slovenijo? V Argentina traje gospodarska kriza, no tengo dinero, pa veliki kriminal je. Ja, si kriminal, ne? Tudi vi niste čisto čist, sem vas preveril. V preteklosti ste že bili aretirani zaradi pretepa v Buenos Airesu. Kaj ne? Sí, bili smo v disku. In eden izmed fantov je nadegloval moje dekle. Zagrela mi je kri in sem ga udaril. Kaj pa vaše gledališke igre? Niste samo dober režiser in pisatelj, temveč tudi zelo dober igralec v gledaliških igrah. Ja, si. Doma ali no, dalje sem igral v gledališki skupini, ki si odvijala v slovenski skupnosti naš dom San Justo v Buenos Airesu. Vidim, da si naprav maček. Jutri ob 10 se zglasi na policijski postaji, kjer bomo naredili temeljito zaslišanje. Bueno, Bueno, ja? Bomo videli, kako bo maček zacvilil, bomo vstopil na red. Vse v redu, pošiljka. Hvala ti, Kristjan, da si z mano tukaj. Bom naredil en lep pogreb. Vem, da boš moj Darjane znal tudi spremil v nebesa. Dušno tega se bo odpočilo v Abrahamovem naročju in se vso večnost radovalo občestvo sveti. Ti res znaš duše pobožati, ampak mene je še zmer tako strah. Ne boj se, Marta, vse se bo dobro izteklo. Dober dan! Policaj, ki vas varuje, je rekel, da ste to in ker so bi vrata odprta, sem vstopil. Nič, kar naprej. Veste, ni tako, kot izgleda. Sicer se vse mogli ljubim spovedati. Jaz? No, grem pripraviti stvari za pogled. Gospod župnik, še tole. 100-krat poklone. Gospa Marta Jarec-Ken, da se povečujem, da vas motim na dan pogreba. Je že v bliku, z tega papila je šele v najstnik. Kaj pa je? Z veseljem. Za menoj odličujoč teden. Hvala, pa vi ste česrke. Verjetno ste slišali, da je živo umorjena. Živa umorjena. Kaj je to tukaj tako smešnega? Ja, malce kicno sliš, da je živa mrtva. Poslušajte, živa je mrtva. A ni to kicno? Meni se ne bi zdelo smešno, glede na to, da je ljubica našega moža umorjena. Ali pač? Vem, kaj mi mislite pa videti, ampak jaz se nisem ubila. Videla sem, da imate neke izjave za 3 litra
načkala. Ampak če bi bila jaz morilka, bi bila kot Slavi že par let brez glave. Nina ta druga hčija, Janeza. Pa rado Slavi mož ve za to? Vsi veste, kak je, ta domač na zadnji zvima. In vi ste ne glede na vse ostali Janeza, ker res niste bili ljubosumni, zamerljivi ali vsaj jezdi na njega in njegove ljubice. Zvize so komplicirana rič. Zvize so sočine. Janez me je zbiraj uvaral, ki je bil pa izredno dober mož. Jaz nisem zaprt pa kuhat, to je se on naredil. Pa otrok je takrat javil, da sem se lahko svitla na časi. Se resno takšete. Slavi se dogovarjam za nakup parcele. Če jo kupim, da bi prosil za notarske zadeve. Pa neč vam nam računala, zato kar zapište. Ker to se pa super sliši. Hvala. Kako se pa vi kaj razumete z župnikom? S Kristjanom. Ja, tako je. Kristjan je bil moja gimnazijska artizma. Mater je bil hajsen. Veliko. Ja, prosim. Sam tima. Se vam zdi Carlos zmožen umora? Če sledimo njegovemu dramskemu besedilu, utegne biti naslednja žrtev ravno gospod župnik, Kristjan Rožek. Enkrat vam pa vim župnikom sva sam šparjaka. Kaj se tiče pa Carlosa, on je to najn. Andaj ne ve nič od njega, pa glede na to, da je z Argentine, ki je velik kriminala. Zdaj sem se ravila. Tu, če je šljiva šmirala z Janezom, sem je več videla skafetkrat s Carlosom. Torej, sta se ljubimka? Ja, živa je bila še kar živa, dokler je bila živa. Počasi se ti sestavlja zgodba, sicer počakamo še na DNK analizo. Ka ste lihta, vas bi pa nekaj prosila. Kjera točka bi bolj paše? Tista. Jo, kaj pa čivli? Ti? A ti ta drugi? Ja, ta drugi greja bolj z tačka. Hvala, veste, se mora Manula obleči, dan se ne bojo vsi gledali. Pa Majri pa Slavi, ti dve sta žleht. Celo življenje ne znata šimba. Ne vem, kaj ne reče. Neč. Se pridete na pa greh od mojega Janeza. Seveda. Pa gledajte, da tudi na sedmino. Gotovo bo gostilni trg, tam je res odlično hrano. Ne, bo prvo jagat skoč, kalunca pa lada že tiznata, če bo malo. Holaš. Ja, treba tizga se znaka, ponudata kalunce, pa kruh, ko so razopinke napekle. Ja, če vam kruh postajaš, veselje vzame kakšen hljeb, dobro, če najboljš. Pa bom zrihta, krkva. Pjetko pa hvala. večni mir in pokoj. In večna luč naj ima sveti. Naj počivata v miru. Amen. Amen. Dobar večer. Dobar večer. Kaj mlački, si nosite kreplje od nervoze? Lepše se ne bi mogli zbrati. Kaj ne, gospod župnik? Molitvi je moč. Nocoj boste spoznali resnico in resnica vas bo osvobodila. Evangelij po Janezu, 8. poglavje, 32. vrstica.
Tako je, gospod župnik. In ker resnica osvobaja, se nocoj ne bomo prestrašili. Ker je, gospod Marko? Odvisno, kakšno je. Bravo, Marka, odvisno, kakšno je. A je grda ali je lepa? Kaj ne slavi? Ne vem, kaj ne reče. Vsi, ki ste danes tukaj, ste imeli razlog, da bi se znebili žive ali Janeza. Toda kdo je ta zločina zagrešil in me skoraj da preslepil? Ne maram bi si moral bati gospe Polone Podgornik, ki hrane orožje in zlahka ne poči samo srno, ampak celo medveda. Kje se pa zdaj ne greš? A ti nisi šenkala medvedje srame? 5 let novca! Ste. Ampak to še ne pomeni, da niste opletena v dvojni umor. Pa ti braniš ti, a se bom pa jaz služa! Pravijo, da tiha voda je pregove nere. Kaj ne gospod slavi zarudniki, gospod najde druče? Le kaj se skriva za vajno dobroto? Srčnost ali preračunljivost? Veste kaj, jaz nimam s tema dvema umoroma nič. Nič? Razen drugorenja ščerke z Janezom, mar ne? Nehajte, to je že zgodovina, kar je bilo. Res ni bila zgodovina, če ne bi pred leti gospod Ladi Samožupnik na veselici vinjem pričal, da bo Janezu zabil vrat. Ali to drži, gospod Ladi? Ja, drži, ampak takrat pa situacija... Tako vendarle, Lalo, bom jaz tole povedala, drugače bo spet kaj narobe rekel. Gospod kriminalist! Entiš, baba, tako da nekaj čemalo. Vsej dan mi pusti besede. Glejte, gospod kriminalist, tako je bilo. Pred 18 leti me je Slavi varala z Janezom in z njim zanosila. Janez je od nje zahteval splav, ampak jaz tega nisem mogel dovoliti. Ves čas sem istal ob strani in rodila se nam je drugorojenka Lana. Ta otrok me je imel od vseh 5 najraje, čeprav ni moje prvi. In takrat, ko je Janez zahteval splav, sem res večkrat rekel, da mu bom zavil vrat. Ampak glejte, pri Bogu prisežem, da tega ne mogu nikoli narediti. Lano bil ste mož, ko ste morali biti mož. Ampak situacija bolj zapletena, ne gospod Peter Dolenc. Nedolžen sem. Spustite svetlobo skozi mene in na meni ne boste našli krivde. Kaj je pa vaše slikarsko delo krik resne noči? Na krvečih krivanščicah so podobni Janezovega obraza. Nedolžen sem. Kaj ni zanimivo, da so med nami ljudje, ki lažejo obraz. Kaj ne, gospod Carlos, nagode? Jo ne lažem! Jo ne lažem, ja. Pogleda, vi ste odlični igralec. Odkrili ste Janezovo truplo. Napisali ste dramsko besedilo posrečenja v mojih časih. V osnovi se živi in Janezov umor ujemata z vašim danskim besedilom. Ampak, če ste res povsem nedolžni, zakaj ste mi zadeli ljubezensko razmerje za živo? Čuno se, ne vem. Čuno se, ne vem, ja? Morda je Janez vedel za vajno razmerje in ste se ga morali znebiti. Morda se je živi začelo oblašati vest. Ste se namar bali, da bi živa kaj preveč črtnila? Prosim, samo ne pošljite me v Argentini, tam umrem. Se vas ne bo. Gospod Majda, kaj ste novi tako zamišljeno? Zmišljam, a sem ugasala pečico, ko sem šla v dom ali nisem? Marta, gospa je legenda. Vi ste z možem umorom pridobili celotno njegovo življenjsko zavarovano polovico gozda in hiše. Jaz sem finančno neodvisna, ne pa za hnara moža. Mogoče ne zaradi hnara, ampak res ne verjamem, da ste Janezu spregledali, da vas je 3 leta varal z 20 let mlajšo žensko in res ne verjamem, da žive niste vsaj malo zasovražila. Še enkrat vam povem, jaz nisem nobenega ubila. Ni rečeno, da ste vi morila. Ker imate veliko denarja, ste lahko koga najeli ali pač na krivo pot zapeljali starega prijatelja, gimnazijska Lizn. Pa ne župnika! Kaj povečete za to, gospod župnik, Kristjan Rože? Bog mi je priča, da sem nedolžen. Kaj ni zanimivo, da je med nami morilec, ali mi vsi pričate o svoji nedolžnosti? Kaj pa vi, gospod Majda, vi živite koliko niste marano? Pa, tudi mrtve ne. Sam za zdrah me je bilo družbo. Joj, Majdi, sej veš, punca se je še iskala. Ja, ko se danes temu reče. Včasih smo rekli takim putanem. Ja, še vedno biti boljši v družbi potane kot pa device. Prvo imamo mnogo zanimivih zgodb, druga pa nima kaj dosti zapovedati.
jaz kaj sem star. Nikamor ne boste došli, kar skrbe stisniti. Gospod Peter, da reči. Da, prosim. Povejte mi, zakaj, Janez? Zakaj ste ga napičili novinarji? Vsaj, ker nisem. Ne lažete. Slika Krik kresne noči, okravljeni manjšite z Janezom obrazom govori o vaši krivdi. To ni res. Ha! Imamo dokaze. DNK analiza je pokazala, da sta cigaretni ogorek in žvečilni gumi, ki smo ga našli na kraju mora, vaša. Nimate kaj, stvar je jasna, vi ste govorili. Prasa sem nekaj povedal dve razstavi. Stalno je kritiziral in preziral mojo umetnost. Vsi ste slišali, kako se na zadnjem sestanku umrčeval iz mojega zbornika. Niti ene same lepe besede mi na njemu. Kreten. In zato se lahko človeka prav ubije. Ma skoraj bilo žal, da sem ga napičil. Zdaj pa se srečem, ker sem ga. Veste, ta odmor me je dal nov nabih. Na tem odmoru sem naslikal 10 novih snov. To bo odlična nastava. Groza, Peter, žal da se bo zabredli, res naprosim odpeli ga, razen če bi še kaj dodali. Ja, v življenju ni ovir, so samo prepreke, ki jih je treba odstraniti. In Janez je to bil. Petrček, zakaj si to naredil? Kje bojo pa zdaj govorila nas na občini? Glasa pobil. Hej! Naj ne govorijo. Ja, kdo je pa potem živo ubil? A si jo ti, Carlos? No, no es mi culpa, nisem kriv. Ja. Carlos, ti si nedolžen. Krasen sem, jo. Povejte mi, zakaj je živa? Zakaj vas je tako motila gospa Majda? Joža Šmajdi pa ne Tino! Joj! Ja, jaz sem jo umorila. Če žikra je ona me noša skrajšala, sem jaz ne živ. Vrat! Ja, Marija, pomagaj, no! Nač, Marija, pomagaj! Ne da bi uničila naše društvo, sam te je mešala. Zaradi tebi razpadla moja folklorna skupina. Irena, prosim, da želje vse Majdi pravice, razen če bi še kaj dodali svoj društvini. Ja. Slavi, prosim, če pobereš šlenarino, 4 mi še niso plačali. Pa na okenski policiji najdeš potaknjence rože kravda in prosim, če jih razdeliš med ostalega člana. In ravno rožen krav pa se je izdal. Urezali ste tudi pepinjene posteljice. A ne rože krav! Oj, ne skrbi, Majdi, poberem šlenarino in poskrbim za potaknjence. Srečno! Dobro se je tole išlo. Ja, a tu je tu, ali kaj? Ja, tako preprosto je to. Ja, kaj bomo pa zdaj? Šel 2 člana smo. Pardamana kultura. Kaj jih je pa dirvala? Res je hudo, mene boli, ampak glejte, apostol Pavel nas uči, da kjer se je pomnožil greh, tam se še veliko bolj pomnoži milost. In s to vero v dobro življenje bomo vstali in šli novim izzivom naproti. Amen. Gospod kriminalist, Marta je že pripravila kupoprodajno pogodbo za parcelo na Logu, Je res, kaj že? Ja, sem tako naredila, kad ste se slavi zmenili, tam vse piše. Aha, a tukaj podpišem. Ne, tam. Aha. Ja, jaz pa tam to vse podpisala. Je pešiš, povedi mi je vso. Ja, uvedite jo. Lahko piš hitrej, no. Gospod Žujc, pa ste vi prepričani, da ste imeli brava dva morilca? Jaz srčno upam, da ja. Stokrat poklon. Nikoli pa nisi 100%.
skupaj ustvarjali en čudovit večer, ker si ga bomo vsi skupaj zmeraj zapomnili, tako lepo. Hvala lepa in vam želimo še naprej en lep teden.